Kristi, kaj je to univerza spiritualnih študij? In potem, ko Kristi pove, da je to globje raziskovanje sebe, zakaj bi človek hotel globje raziskovati sebe? To so vprašanja, ki mene izjemno razveselijo in verjamem, da se tudi iskreno postavijo. Pa ne povem, kaj pomeni univerza spiritualnih študij za vse tiste, ki ste nekako že opazili, da en tak tečaj obstaja, oziroma da vam najprej odgovorim, zakaj bi nekdo se želel spustiti v neke energije, ki predstavljajo univerzo spiritualnih študij in zakaj bi želel na res globlji ravni raziskovati sebe. Veliko ljudi sebe na zemeljski ravni res razume. Veš, kako je sestavljen tvoj karakter, veš. Ti veš, kako boš v dani situaciji reagiral. Ti točno veš tudi, kaj morajo ljudje reči, da te bojo razjezili. Vse ti veš. Ti točno veš, katere sprožilce imaš in kje morajo ljudje vršiti v žigalcu, zato da bo ta ogenj splementel. Ti vse to veš. Ne? Ljudje sebe res poznajo in na zemeljski ravni tukaj ni niko presenečenje, da se raziskujejo. Se raziskujejo na način, zakaj mogoče moji možgani tako delujejo, kakor delujejo, zakaj razmišljam, kakor razmišljam in zakaj mogoče v enem danem trenutku odreagiram tako, kakor odreagiram. Temu rečemo že napredna osebnostna rast. Nekateri živijo samodejno, a veš, to je tako, kakor grejo, če življenje grejo, ampak nekateri se pa vprašajo, tudi vprašajo se o svojih osebnostnih izboljšavah in tako dalje. In recimo, da to so ljudje pripravljeni delati, ne? Seveda so v manjšini, če jih gledamo proti ostalemu delu celotnega sveta, ampak obstaja pa še en manjši del in to je energijsko raziskovanje sebe. Raziskovanje energijskega dela sebe je v bistvu verjetno, najbolj zahtevna naloga je. Zaradi tega, ker ta del pade, potem rečemo inkarnacijsko pozabo. Ti, ko priješ na planet Zemlja, ti pozabiš. Ti vse pozabiš, zakaj glih planet Zemlja, duša moja, zakaj glih ta družina, a si videl moje starše? A veš, doskrat je res tako, zakaj se moram jaz tukaj mučati, kaj ima s tem karma, zakaj to vzame dobe, zakaj bi jaz bil navdušen na tem. To so res vprašanja, ko včasih lahko sprožijo frustracijo zaradi tega, ker ni direktnega spomina. Svoj karakter pa zakaj deluješ, koliko deluješ, lahko hitro povežeš s preteklostjo, kaj so ti drugi naredili, kaj se je dogajalo, hitro se to zgodi. Ampak, a veš, energijski del tebe je pa ena velika uganka, ki je zakrita. In imaš dostop preko svoje intuicije, jasnovidnosti, kanaliziranja, imaš dostop do tega. Ampak ne pravim pa, da je to tako, da so to toliko odprte karte, kolikor je pri naši osebnosti. Ampak zakaj bi pa potem, če smo pozabili to, pa smo pa pozabili. Potem pa zakaj bi se mi zdaj mučili, da bi hoteli to odkriti, da bi se hoteli tega spomniti. Zaradi tega, ker so to najbolj ultimatni odgovori do tega, kako biti srečen. A veš, če ti res razumeš globja bistva, jih je treba razumeti stališča duše. Zemeljsko življenje ne me narobe razumeti, absolutno je pomembno in absolutno se mu je treba posvetiti. Ampak ti moraš vedeti, enkrat bo vsa tale naša telesa odmrla in konc bo tega. A veš, jaz nikoli več potem ne bom v taki sestavi Kristi. To je to, ko boste veseli, dokler me imate. Hecam se. Razumeš? Tega ni več. Ampak tvoja duša, ona je pa večna. Ona bo živela še 100.000 inkarnacij, pa ne vem, kje je še vse bo potovala, pa tako naprej. In ti moraš vedeti, da v svetu, torej tam, ker si duša, si ultimatno srečna. Ti si tam v stanju brezpogojne ljubezni, sprejemanja, vsega na pretek in tako dalje. Predstavljaj si, da če ti posežeš v ta del, pa se lahko v celoti, jaz mislim, da nikoli ne, ampak delno spomniš te energije. Ker če se spomniš, pomeni, da jo aktiviraš znotraj sebe. Kaj to pomeni za tvoje zemeljsko življenje? Jaz mislim, da v tega trenutka dalje, tudi če ne bi nič več povedala, ker bi bili vsi odgovorni na dlani. Veš, kaj to vse prenese? To je ultimatno življenje sreče, katerega ljudje iščejo. Dokler ljudje iščejo samo po tistem, kar so poznali do zdaj, pa po tem, kar so uspeli zgraditi do zdaj, pa kar lahko naredijo s svojimi rokami, to je super, nagrada, čestitke, seveda prinese lepe stvari, ampak ultimatno srečo pa ljubezen pa prinaša energijski del nas. Ampak to, razumeš, zakaj smo šli mi to amnezijo, zadnji je en zelo velik razlog. Zaradi tega, ker to je res globoko popotovanje, ampak duša si je to zadala. Ampak tukaj se odgovori na vsa ta vprašanja. Kaj, recimo,
Kako veš, da te kliče raziskovanje energijskega dela sebe? To bi trebalo povedati. Kako ti veš, da se hočeš v tem trenutku ukvarjati samo z zemeljskim življenjem in je to, ali pa si že pripravljena na to, da raziskuješ globje? Kako veš, da si že stopila v to, da se ti ta spomin prebuja? Postavljaš si sledeča vprašanja. Kaj je moje svetlobno telo? Zakaj ga imam? Kaj lahko z njim počnem? Kaj je sploh njegova naloga? Kaj je to svetlobni DNK? Kaj shranjuje svetlobni DNK noter? Zakaj ga imamo? Ljudje govorijo o svetlobnem DNK-ju. Veš, kaj je v tem svetlobnem DNK-ju? A se da zapise duše spreminjati? Ali je v naših zapisih, ki imamo kot duša, ko pridemo na planet Zemlja, a je to in moram to živeti? A se da spreminjati? Če pa se da spreminjati, kako se da to spreminjati? Kakšni so te postopki? Pa kakšne so neke karmične menjave, ki jih jaz lahko znotraj sebe naredim? A veš, to so vse ta vprašanja, ne? Kaj se še taki ljudje sprašujejo? Kdo so višja mojstrska bitja? Zakaj so tam? Kako se pogovarjajo z nami? Kaj si od nas želijo? A si sploh kaj želijo? Zakaj bi človek to kanaliziral? To so vsa ta vprašanja, a ne? Ampak to so res globoki procesi. Jaz sem ti danes posnela to video vsebino zato, da si točno razjasniš, ker vem, da se mnogi v tem obdobju to sprašujete, da si točno razjasniš, čem se želiš ukvarjati, ker seveda, da ni slabo, če se hočeš zemeljskim delom sebe ukvarjati. Ampak če si po tej video vsebini ti ugotovila, da se hočeš s tistim prvim aspektom, ki sem razložila, ukvarjati, super, naredi to. Ampak kaj pa tisti, ki so ugotovili, ja, Kristi, jaz se točno to sprašujem, kaj si ti povedala. Kako pa ne izbudim te spomine? Imam en tečaj, ki je popolnoma nov, imenuje se Univerza spiritualnih študij in vse, kar sem ti prej povedala, ta vprašanja svetlobnega telesa, svetlobnega DNK-ja, dušnih zapisov, odklepanj tega, spreminjanj tega, kanaliziranja višjih mojstrov, to ima Univerza spiritualnih študij v svojem 4-mesečnem procesu. To je izjemen tečaj, kaj tazga, vse svoje tečaje imam rada, ampak tega mogoče najtežje razložim, ker je to zelo unikaten. Sicer ni čist za nekoga, ki je popolnoma, v začetnih energijah. To je bolj tečaj meditacije pa tako naprej, zato ker je treba ta energijski del šele začeti prebujati, ampak eni imate to zbujeni in unika, ste kar velik duhovne rasti, da če si prišli do takih vprašanj, ste vabljeni, da se mi pridružite 16.10. na spletu. Zapisala sem vam, kaj vam prinaša ta tečaj. Seveda srečanja v živo na spletu, posnetki, tudi če ne moreš ti biti z nami, so ti potem na voljo zavedno, imaš to povezavo svojo unikatno in lahko gledaš kadarkoli. Ampak potem poleg tega, seveda enkrat na mesec se dobimo, potem cel mesec delaš program, te pa seveda čakajo še druge stvari in sicer 29 video vsebin v tvoji spletni učilnici. Ko se prijaviš na tečaj, dobiš za zraven, dobiš še spletno učilnico z video razlagami, 29 je 16 vodenih meditacij za to, da lahko zbujaš te spomine, 12 glasb za dvig frekvence in zavedanja in seveda moje mentorstvo na zaprti članski platformi, da lahko vodim čez proces. Jaz mislim, da itak v tem trenutku tisti, ki ste pripravljeni, to veste. V vsakem primeru pa nekateri veste, kaj vas pa še čaka. To je eno lepo potovanje duše, kaj pravite na tem našem ljubem planetu. In potovanje duše.si je zato zate tudi povezava, katero naklikaš, če si želiš tole univerzo spiritualnih študij tudi spoznati. Se te bom veselila in želim ti vse lepo.